Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Prihaja socialna stranka Srbov Slovenije. Na junijskih volitvah v državni zbor bo nastopila tudi približno leto dni stara SSSS, ki si prizadeva za priznanje srbske manjšine v Sloveniji ter ohranjanje njihovega jezika in kulturno-verske identitete. Predsednik Saša Gajić pravi, da se zavzemajo za 650 evrov minimalne plače in najmanj 500 evrov regresa za upokojence. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali še kloaka sredi mesta. Ljubljana se spreminja v eno samo gradbišče. Župan Janković začenja projekt izgradnje vodovoda in kanalizacije v vrednosti več kot 130 milijonov evrov. Kdo se bo okoristil? V zadnjem delu oddaje pa Šarec na pručki. Marjana Šarca volilni strategi zares umetno dvigujejo na vse načine, tudi tako, da ga postavijo na pručko. Milan Kučan končno dobil naslednika. V oddaji sedaj pozdravljam Ljubljančana in naša stalna komentatorja, magistra Bernarda Brščiča in dr. Boštjana M. Turka. Dobrodošla. Dober večer. Dobro večer. Bernard, Boštjan, socialna stranka Srbov Slovenije, ne? Zdaj, če se malo pohecamo, bi lahko rekli, glede na kratico SSSS, samo Srbin nas spašava. Kdo se lahko razveseli te stranke, kdo se ima za bat? Oziroma samo Slobodan Milošević Srbi nas spasava. No, on verjetno ne več, on ne več, saj ne to zemalsko, on nebesno Srbijo še mogoče. To je bilo zelo aktualno. Jaz mislim, da bo to vprašanje predvsem za slovensko tranzicijsko levico, kajti ogromno volivcev pač srbskega porekla je volilo zdaj levo. Ne? In če bi ta stranka eksplozivno uspela, kajti vedeti pa morate, da je Srbov približno 200 000 v Sloveniji, potem bi šla večina teh glasov od sedanjih tradicionalnih levih oziroma tranzicijsko levih strank. Ne? Ob tem, da seveda se zastavlja temeljno vprašanje, poslušajte, srbski ljudje, ne narod, ker ga naroda tukaj ni, ne more biti manjšina v Sloveniji. Kako? On je tukaj od 100 let nazaj, ni bilo nobenega Srba, razen tisti, ki so bili vojni ujetniki, ker smo si stali pač zgodovinsko nasprotno na različnih straneh fronte, a ne Avstro-Ogrska proti Srbiji. Tako da to je zdaj nek manever, ki ga človek dobro ne zastop. Zdaj pa če lahko še skončam s to anekdoto, kako recimo volivce pripraviti neke nacionalnosti ali pa neke vere, da bodo glasovali za recimo eno stranko. Se pravi, leta 96 sem bil jaz, moja malenkost, predsednik krščanskih demokratov za Ljubljano in smo imeli eno idejo, da ker je gospod Šuster rekel na televiziji Nadškof, da srečen Božič želi tudi muslimanom, kajti mi z njimi molimo istega Boga, smo šli do predstavništva muslimanov v Sloveniji, se pravi jaz pa Jarc. Najprej se je zapletlo na začetku, ko so napovedali temu najvišjemu, to je bil nekaj kot Nezved Porić danes, so mu napovedali, da Turk dođe, ne? Pa on vpraša, ko je Turk, da li Turčin, ne, a iz Turčije, ne, pa pravi, ne, halo, ne, ampak ni mu bilo pa jasno, kako je lahko Turk predsednik krščanske stranke, ampak dober. In potem smo mu rekli, čujte, kad je kazal Nadškof Šuštar, mi glasujemo vi verujemo v istog Boga, pa da je glasamo za isto partijo, ne. In se je obresovalo. Ni bilo, ne je bila največja katastrofa. Mislim, da niti trije niso glasovali. Tako da tudi ta stranka, kakor se to zdaj sliši, tako, ne, je veliko vprašanje, kaj bo na koncu. Bernard, ima ta SSSS potencial, da zamaje recimo zmago tranzicijske levice na junijskih volitvah? Ne vem če, ampak očitno imamo Slovenci spomin zlate ribice, celotno osamosvajanje je bilo v bistvu v dobršni meri osnovano na protivelikosrbskem oziroma srbokomunističnem sentimentu. Jaz sem zgrožen glede na to, da Srbi že imajo 3 države, se pravi Republiko Srbsko, potem Srbijo, Kosovo so jim ukradli. Zakaj potrebujejo zdaj kar naenkrat še 4? Moram reči, da sem precej osupel, ne nazadnje. Slovenci smo živeli v Srboslaviji, spomnim se še pokojnega Janeza Menarta, velikega slovenskega pesnika, ki je zbirko
esejev političnih napisal Slovenec v Srboslaviji. Tako so naši predhodniki se pravzaprav borili, pisatelji, intelektualci v 80-ih letih za slovenski jezik, zdaj pa kle trka na velika vrata neka imaginarna manjšina, zgodovinsko. To ni avtohtona manjšina, gre za skupek ekonomskih migrantov, ki ima po slovenski ustavi najvišjo obliko zaščite, se pravi, uživa vse državljanske pravice. Ne more pa seveda neka skupina 50.000 državljanov pričakovati kolektivne pravice, kot sta jih deležni avtohtoni narodnostni manjšini, kot je italijanska in pa madžarska, ki stoletje dolgo biva na ozemlju Slovenije, ki je zgodovinsko povezana z Slovenijo, medtem ko Srbijo pravzaprav nekih zelo tesnih stikov, izvzemši morda doprinos podpolkovnika Stevana Švabiča in podporočnika Mitrovića v času nastanka kraljevine SHS, ki sta v bistvu izjemno pozitivno vlogo odigrala pri branitvi na eni strani zahodne meje pri Vrhniki, podpolkovnik Švabič, na drugi strani podporočnik Mitrović zasedel Velikovec, zato smo jim lahko hvaležni, ampak tukaj se pa pravzaprav konča to sodelovanje, tako da mislim, da si ne želim obnove Jugoslavije na ozemlju Slovenije. 3. člen ustave pravi, da je Slovenija država državljank in državljanov, nastala na osnovi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe. Se pravi, da je to država Slovencev, nacionalna država, da pa seveda vsi tisti, ki želijo dobro tej državi, so dobrodošli, ne morejo pa uživati nekih višjih oblik zaščite, kot so jo deležni Madžari ali pa Italijani. Razumem. Še nekaj je, Ja, izvoli, Boštjan. nek temeljni premislek je tukaj, zakaj so te zgodovinske osebnosti, recimo Švabič, to naredile. Ne? To niso naredile zato, ker bi imeli toliko Slovence rade. Ne? Ja, Ampak niso to so niti naredile... še takrat vedele, da gre za Slovence. Ne, v bistvu, ne? Hočem reči, to so naredile iz, se je tudi drug dokument, zelo pomemben masonski dokument iz Versajske mirovne konference leto 19, kjer srbski masoni preko francoskih masonov poskušajo doseči maksimalno slovenski etnični maksimum, se pravi celotna Koroška, ogromen del Furlanije, Julijske krajine, razumljivo Trc in to za tako imenovano za Slovenijo, ampak to je bila samo pretveza. Oni so gradili veliko Srbijo in tudi Draža Mihajlović, če bi mu uspeli zmagati, mi vemo, kakšna je bila izkušnja z kraljevino Jugoslavijo, ki je bila v bistvu že na začetku še proforma, potem pa dejansko totalitarna država, v kateri je bil en narod pred drugimi narodi in ta narod je bil srbski narod. In tudi zato je kraljevina Jugoslavija seveda v aprilski vojni tako hitro razpadla, In Srbi tudi ne smemo tega pozabiti, to, kar je Brčič prej govoril. Srbi, če kdo misli, da so se Srbi sami umaknili potem, recimo iz Slovenije, iz vojne leta 91 ali karkoli, ali pa da bi se sami potem z Hrvaške, Srbi so svojo brutalno silo poskušali do konca vse doseči, do konca je šlo v Bosni, ampak potem jih je šele nasprotna brutalna sila ustavila, in Milošević je razumel šele, če pogledate tiste posnetke, ko ga dostavijo v Haag, je razumel, da je to končano. Ampak to je nek narod, oprostite se, jaz ga spoštujem. Jaz sem bil zadnji Slovenec, recimo, ki je govoril z Dobrico Čosićem. Dobrica Čosić, sem to popisal v svojih 2 knjigah. Dobrica Čosić je tudi izrazil veliko obžalovanje, do česar je prišlo, ampak ta narod je tudi naredil nek akt samodestrukcije, gleda vsega, ki ga ni naredil noben narod v tako kratkem času. So izgubili Kosovo, predvsem so pa izgubili zaradi Miloševića, ki so ga vsi volili, Miloševića, so izgubili tako rekoč eno generacijo najbolj nadarjenih mladih ljudi, ki je šla večinoma v skandinavske države. Država se je skrčila skoraj na Beograjski pašaluk. Eno vprašanje še imam za vajo, preden gremo na oglase in na drugo temo.
Zdaj tukaj vidimo Zorana Jankovića po zmagi na parlamentarnih volitvah 2011, ga objema neko očitno muslimansko dekle oziroma žena. Kaj recimo ustanovitev ali pa napoved SSSS, da gre na volitve, pomeni za Zorana Jankovića? Ne? Do zdaj je nekako veljalo, da je on glavni politični reprezentant Srbov v Sloveniji. Ali vidva mislite, da to njegovo pač podpiranje gradnje džamije v Ljubljani bi mu lahko odtujilo en del teh srbskih volivcev in je to eden izmed razlogov, da so šli zdaj samostojno stranko na volitve? No, jaz bi to ločeval, zato ker Janković zelo rad ubijema, ne? Sploh pa ženske, sploh pa če so v rutah, da potem žena ne ve točno, kjer je takrat ubijemal. Ne? Zdaj, kaj on s tem mislil poleg tega, da je ubijemal, ne vem. Ja, ampak to je vprašanje, no? Se pravi, a je to njegovo zavzemanje za džamijo mu lahko en del srbskih volivcev? Vsa Jankovićeva zavzemanja so pretežno finančne narave, a ne? In zaradi nedelujoče pravne države se ta zavzemanja lahko nadaljujejo. Torej, mafijski denar oziroma katarsko-mafijski, vemo, da je popolnoma netransparenten, ne? Ki prihaja za gradnjo te džamije. Slovenci in Ljubljančani se lahko samo zahvalimo, da te džamije še ni, ker tukaj islam se zdaj kaže v Evropi kot neka brutalna zadeva, ki pometa s tistim, kar je pa naša največja vrednota, to je evropska civilizacija, stara Evropa, krščanstvo, vera, družina. Ne? In tu seveda je Jankoviću čisto vseeno, on paktira s Srbi, paktira s temi, pač tisti, kjer lahko izkazuje večji finančni interes, tam je, vse te zgodbe so popolnoma jasne. Še Bernard, pa gremo na oglase. Izvolite. Jaz mislim, da ni niti srbovanje v ozadju, niti spogledovanje s socializmom, on je oportunist, se pravi, danes je prijatelj muslimanov, jutri Svetlane Makarovič, svoje prijateljice in Rdeče zvezde, načel tu ni. Jaz se samo to bojim, da je prihodnost Slovenije mrakobna. Če pogledamo, kaj se je zgodilo z Makedonci, izjemno miroljuben narod, strpen narod, ki je dolgo let prenašal v bistvu invazijo teh šiptarske iridente. Kaj se je zgodilo, da je potem v navezi z udbo komunisti in pa šiptarsko iridento so danes Makedonci tujci v svoji državi. Veš, da so letos spremenili ustavo, da je uradni jezik. Ja ne, mislim, to oni očitno so isto doživeli na Kosovu, kako so oni izgubili Kosovo, isti recept je, kako so Makedonci izgubili Makedonijo. Zdaj bi pa oni radi ponovili pri nas in očitno telički slovenski, kakršni smo, bomo pristali na to libanonizacijo politike, se pravi nek poizkus ustanavljanja takih partikularnih nacionalnih strank, skratka, da bomo Slovenci tujci v lastni državi. Tega moram reči, si pa ne želim in zato je ta napoved srbovanja socialne stranke Srbov, bi jim rekel, glejte, pejte na Kosovo, Kosovo vas potrebuje, tam je zibelka srbske civilizacije, Slovenija pa ne ostane Slovencem. Ja, zdaj, če ne bi bilo Marka v studiu, bi rekli Boštjana, Boštjan Marko Turk bi rekel, kasno stiže Marko na Kosovo polje. Zdaj tega ne bom rekel, ampak predno gremo na oglase, še tole vprašanje. Vidva ocenjujete, da ima ta stranka možnost priti v parlament? Oni pravijo, da računajo na 45,000 glasov, kar bi jim morali zadostovati. Jaz mislim, da je to težko, ampak ni pa nemogoče. Torej, vprašanje samo v tem, v kakšni meri se bojo pa Srbi tukaj identificirali s to stranko in kakšna bo seveda, to je pa nujno, medijska prezentacija, kajti pri nas vsak, ki želi uspeti na volitvah, potrebuje prezentacijo v mainstream medijih, to je pa zdaj seveda vprašanje, na katerega pa v tem trenutku ni odgovora, pa ga tudi mislim tisti, ki upravljajo z mainstream mediji v Sloveniji, po moje, v tem trenutku še nimajo, ga pa iščejo. Ja. Jaz mislim, da nima nobene možnosti. Letvica 40,000 glasov je izjemno visoka, Srbov je 50,000 za to stranko, ne bodo glasovali Hrvati, ne bodo glasovali Šiptari, ne bodo glasovali
muslimani. Kaj pa Slovenci? Ja, Slovenci imajo pa toliko socialističnih strank, taka ponudba, da ne vem, zakaj bi rabili pa ravno še srbsko socialno stranko, tako da mislim, da je cilj 1%, zaradi tega, ker bojo potem lahko črpali finance. Za financiranje. V redu, hvala za ta prvi del. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem, zakaj se bo Ljubljana spremenila v kloako.